No in zdaj v drugi sekciji najprej pozdravljamo rednega profesorja doktorja Valentina Kalana v pokoju. Zdaj področja raziskovanja, to sem kar snela z interneta, filozofija antike, predsokratiki in Platon, Aristotel in Plotin, zgodovina pojmov in besed, zgodovina filozofije zlasti 19. stoletje, sodobna filozofija zlasti Heidegger, metafizika, etika, politična filozofija, pač poznamo ga tudi kot prevajalca, ne, recimo mogoče najbolj znamenito Platona, Aristotela. In zdaj prepuščam besedo. Najprej hvala za povabilo in bi kar prešel k naslovu. Tule je, kot vidite, na tem diapozitivu so tebe, kajti naslov je nekaj biografskih in interpretacijskih opomb in seveda Pindar v kontekstu. Se pravi, kontekst je geografski, kulturni in tako dalje. V razpravi bom poskušal strniti nekatere beležke, ki jih je najti o Pindarju v dosedanjih razpravah, ampak tega sem se odrekel, zato ker sem hotel, da se interpretira, ker sem predlagal branje Pindarjevih tekstov kot celote. Se pravi, vsaka oda je ena celota. In zdaj, kar zadeva Pindarja, samo nekaj letnic. Rojen v Kinoskefalah, zato je tale zemljevid tu gor pri Ktebah, leta 1518, umrl v Argosu, 438, kar pomeni, da njegovo delo spada zlasti v dobo, ki jo Tukidid imenuje Pentakonta etija. Se pravi, po perzijskih vojnah sicer on je umrl pred začetkom Peloponeške vojne. Imel je 2 hčeri in sina Daifantosa, ki je mlad umrl. Hčeri sta prenesli njegove posmrtne ostanke domov in ga tu pokopali. Te stvari omenjam zato, ker ko berem biografije, vsi pravijo, da ne morejo ugotoviti Tatbeštanda, ker je vse mitološko pa tako naprej in potem Tatbeštand je pa kaj. To so pa samo še teksti, no se zadnje, če smo tako. In ko sem se odrekel temu, da bi paberkoval po znamenitih izrekih, sem bil v težavah, katero temo izbrati in tu bi situacijo bi ponazoril z eno izjavo Libanija o Pindarju. Pindar pravi, da je čuvaj zlatih jabolk, ta jabolka pa so muze. Ko Pindar piše pesmi epinikije, pesmi na zmago, zmagoslavne pesmi na vseh 4 panhelenskih tekmah, v Olimpiji, Delfih oziroma starejšim imenom Pito, v Nemeji in Korintskem istmu, to pomeni, da je on sam panhelenski pesnik. Vse panhelenske prireditve so sodili Helanodikaj in tako da je rekel on, zdaj teh krajev ni, so pa rekel, te tekme so bile, kot se ve, vse zelo blizu, skoncentrirane v središču Grčije, tulej samo, recimo, so samo Delfi, ostalih krajev na tem mestu ni videti. Zdaj, ker grem zdaj na
Zdaj, tale diapozitiv pove, kje vse je, torej, zdaj tako, Pindarjeve ode govorijo o posameznih tekmovalcih in to veliko jih je iz Egine, potem precej sicilskih od, medtem ko o Atenah skoraj ni ode. In vse te ode so namenjene kraljem, imenovanim tudi tiranom, in dogaja pa se, da je večinoma tiranij v tistem času, Pindarjevem času, propadla. Odločil sem se za interpretacijo 4. pitijske ode, posvečene Arkazilaju, kralju Kirene in sicer zmagovalcu z bojnim vozom. In je ta pesnitev je dolga 13 kitic, se pravi za 3 ostale ode. In potem, ko je zmagal na olimpijadi, je bil kmalu ubit v demokratični menjavi oblasti. In njegova smrt pomeni konec dinastije Batijadov, ki so ustanovili Kireno. Kralju Arkazilaju je posvetil 2 temi. Ena je prava himna tekmi na zmago, ki pa prinaša nekatere pomembne namige k interpretaciji 4. ode. Prvi vers ode se glasi: danes pa moraš priljubljen se možu ustaviti muza. Se pravi, to je izrecno rekel pismo namenjeno pri izvedbi v ožjem krogu, ne pa na samem prizorišču. Preden nadaljujem, bi še eno stvar splošnega povedal glede teh tekem. Olimpijske tekme so bile vse, rekel, religiozno dejanje. Začela so se z obredom in zaključile z obredom. In venec je bil položen na oltar Zeusa. Zato je, rekel, vsaka Pindarjeva oda hkrati religiozna oda. Zdaj, pesnitev se začne s prošnjo muzi, naj se pridruži Arkazilaju, da bi v himni proslavili ustanovitev kolonije Kirene. To je napovedala svečenica v Delfih, ustanovijo bo Batos v Libiji. A to ustanovitev je napovedala gospodarica Kolhicev Medeja. Tu se zdaj srečujemo z neko verzijo Argonautov, ki je precej drugačna od Apolonija Rološkega. In to je tudi mi dalo, rekel, motivacijo, da sem se lotil te interpretacije te ode. Medeja v pesmi napove dogodke, ki se bodo zgodili 17 generacij kasneje. To je zdaj tista Pindarjeva znamenita, rekel, preskok iz ene teme na drugo, kar pa ne pomeni, da ni navezave. Uvodni apel preide v Medejine besede o Argonautih. Omenjena je gruda zemlje, ki jo bo ob obali Afrike, ker je svetišče Zeusa Amona, Bog podaril Eufemosu. Eufemos ali Eufem je Pozejdonov sin, eden od Argonautov. Tu smo zdaj že popolnoma, rekel, v mitični sferi in pomembno je to, da se geografija in mitologija ujemata. Poglejte tule, če se ustavimo na tejle sliki, ki je zdaj tu gor. Kirena je tule dol v Severni Afriki. Danes sem zjutraj vreme poslušal, da je danes bil nad Ljubljano afriški prah. Ta prihaja z Libije, točno iz Kirene. Sam v antiki je Kirena bila žitnica in je
Po koncu Peloponiške vojne je zavladala lakota in je ohranjena plošča zahvalo Atencov Kireni, da so jim pomagali v lakoti. Zdaj, še neka stvar je pomembna. Ustanavljanje Kiren, vidite, je narisano z različnimi črkami. Kirene so se ustanavljali, eno so bili Jonci, eno Dorci, oziroma, ja, tako, pa še, in zdaj se je dogajalo, da so se te kolonije doseljevale, nekatere so propadle in tako dalje, in je prišlo potem do konfliktov znotraj kolonij, ki so bile ustanovljene recimo z dorskega in z jonskega področja. V primeru Kirene tega ni, je pa Kirena izpostavljena, rekel, ne grškim narodom in je pa Pindarjev opis Kirene zelo natančen in se popolnoma dopolnjuje z opisom Herodota, ker vse te zgodbe opisuje v tedanjih družinah. Dogodki v teh družinah niso bili dosti drugačni kot dogodki, ki jih poznamo iz zgodovine angleških kraljev. Se pravi, boj za oblast, kar je tudi ali družinski spori, kako je to v primeru Jazanove družine, o tem kasneje. Zdaj pa seveda pride o tem. Skratka, ta gruda zemlje, Bolakion pomeni mastna gruda zemlje, tista, ki je žitorodna, da tako rečemo. Medtem ko pri flisu, pri runu, gre pa za zlato, se pravi, enkrat iščejo zlato, enkrat iščejo zemljo. In kjer pa je med plovbo, je mornar, en od mornarjev, ki bi moral čuvati, zaspal, jo je to zemljo odplavilo v morje in s tem pravi, Medeja je prerokba zamaknjena. To obljubo pa je dal Euripil, Poseidonov sin. Če bi Eufemos hranil grudo zemlje v sveti jami na Tajnaronu, bi Grki kolonizirali Afriko 4 generacije po prerokbi. Zato dogodki čakajo na Batosa, njegov ime naj bi bilo Aristotel in je Batos imel, kot se ve, iz skoli zaradi jecljanja. In je tudi anekdota, kdaj se je znebil tega jecljanja. Ki ga bo Bog Apolon napotil v Libijo. Zdaj, če iščemo teologijo, brž ko Apolon ustanavlja, vodi kolonizacijo, je Apolon tudi pravni, garant, da se bodo stvari odvijale po pravici. Se pravi, prej je bilo vprašanje, kje je pravičnost pri Pindarju. Vprašate, kje je pa pravičnost med atenskimi državami, samo za ilustracijo, da smo v kontekstu. Ena in sicer tista, ki govori o tistem o Epamerovi, iz Egine. Mesto Egina je bila v neki bitki podjarmljena nekaj let pred nastankom te ode, strani Atencov, seveda je bil to Perikles tisti, ki je vodil, in je bila to velika bitka pred nekem otoku, ki se imenuje Kekrifalija. Kekrifalos je ženska mrežica, s katero so najbrž otočanke spenjale lase. No in tam so bili poraženi in kruto kaznovani. Če sežem naprej, ker antika ni poznala gladiatorskih tekem, grška antika, poznala je pa vseeno krutost. Cicerov nekje poroča, mislim, da v Ogovorniku, da so Atenci, Perikles sam, preživelim Egincem odsekali palce, da niso mogli veslati. Ker veslo je pa gonilo ladje, kakor zdaj motor. In lavno pride ago, se pravi žene. Zato sem tudi prinesel tole kravato, tole bojni voz, ki ga voznik
goni, a ne usmerja, to je tisti krmar ali pa spodbada. In to pomeni, da so bile tekme boj za čast, ampak še to prestižno, tekme so bile vse zelo krute, to je tudi, mislim, kolega Senegačnik omenil, Pindar velikokrat govori o tem, koliko padcev so bili deležni ali pa udarcev posamezni bojevniki. In Pindar je pa prav v tej odi, o kateri je ta govor o enodnevnih bitjih, je govora tudi o tem, kako se pa počuti tisti, ki je poražen in pravi se skrivaj vrača domov, žalost in tako dalje. Drugi so bili pa tako, kot recimo, če pridejo naši šampioni, pa imamo tam glasbo sprejem, to je ta stil. Ampak s tem, da je tu šlo za res, se pravi, Pindar je s temi odami dajal na svete vladarjem in tako vmes vpletal take nasvete ali tudi splošne nasvete, ker je tiran je vedno bil nekako na sredi med demokracijo in aristokracijo. Po nekaterih interpretacijah je bil bolj ljudski kot pa čista aristokracija, po drugi pa obratno. O tem lepo piše Aristotel v 5. knjigi, kjer obravnava monarhijo, tiranijo. In zdaj se pesnik sredi pripovedovanja obrne na Arkezilaja, ki ga 8 generacij loči od Batosa in je zadnji. In znova hvalo Arkezilaju, zmagovalcu v Delikih, in ker je Arkezilaos daljni potomec Argonauta, pesnik pripravi pot za svoj mit, iskanje zlatega krzna, zlate volne pravzaprav. Ena interpretacija arheološka je, da so ti kolonizatorji v Črnem morju iskali tudi zlato pravzaprav, ampak o tem je druga stvar. In runo je volna, ni to krzno, da se razumemo. Opis velikega podvzetja Argonautov, vse od njegovega začetka obsega vrsto verzov in Pindarjeva pripoved je pa bistveno drugačna od Apolonija Rodoškega. In zdaj bom tole dal en diapozitiv, da vidim, kje je tole, pa ja tole papir lahko. Se pravi, tu vidite Hekatajeva karta. To karto sem pa dal tu gor, zato ker sem sprva, preden sem se odločil za to pesnitev, hotel govoriti o Pindarjevi tako imenovani filozofiji. In tule vidite hiperborejce, ki so, rekel, kraj, kjer se Apolon od svoje dejavnosti, od svoje time spočije in je to, kot pravi Pindar, ni dostopen ta kraj. Razen Perseje, kot se ve, imel enkrat priložnost priti tja. In tole je tudi narisana pot Argonautov, bom jaz tole bral. Ko so zapustili Kolkido, on o teh dogodkih, ki so poznani iz filma Medeja, ne govori Pindar. Ko so zapustili Kolkido, na severovzhodnem delu Črnega morja, so pluli po morjih od okeana ali oceana, po Rdečem morju, morda Indijske oceane ali Rdeče morje, skratka, se spet obrnili proti oceanu, kajti ocean obdaja celotno zemljo po Hekataju. In tudi po Kolumbu, nazadnje je to res, da je ocean samo na 3 dele danes razdeljen. In nekako so dosegli Sredozemsko morje in na poti v Jolkos, se pravi v izhodišče plovbe v Tesaliji, so se ustavili na Theri. To je otok, ki se je nekdaj imenoval Kaliste, in še na Lemnosu.
Zdaj pridemo do mita Argonauta. Drugi del, to je glavni del pesnitve, obsega 8 triad. To se pravi vsaj 3 navadne ode. Opis se začne z vprašanji, kdo naj sprejme vodenje plovbe, nautilija. Na to je predstavitev Jazona, njegovo srečanje s kraljem Iolkosom Peliasom in je ta del pripoved o Jazonovi vladarski družini. Kakor gre pripoved, je prerokba posvarila Peliasa, naj se varuje človeka z enim sandalom. In ko Jazon pride na agoro v Iolkosu, ga množica ni prepoznala, nekdo od ozirajočih se nanj pa je rekel, da on ni morda Apolon, ti pu hutos Apolon. Ti pu hutos Apolon. Pelias pohiti na trg, osorno vpraša Jazona, iz katere dežele in domovine prihaja, da bi ga srečal, in Jazon pove, da prihaja zaradi kraljevanja, monarhein. In ga je Pelias uzurpiral od Jazonovega očeta. Jazon mu pove, da je rasel v votlini kentaura Heirona, da so ga varovale Heironove hčerke, da iz votline prihaja domov. In je tam tako antrothen oikade. To je rekel, Pindar je drastičen rekel pripovedovalec. Heironove hčerke in pravi, da prinaša, pazite, Heironovo didaskalija, njegovo izobrazbo. Heiron mu je dal tudi ime Jason, kar da bi pomenilo tisti, ki je zdravi, ne bom rekel zdravilec. Ja. O tem bomo še, ta motiv zdravljenja, tudi družbene bolezni bo tu še nastopal. Na to Jazon sorodnikom razloži okoliščine, kako da se je vrnil, kako je preživel in tako dalje. Na to gre v kraljevo palačo in predlaga pogodbo Sinthesis. Pelias obdrži črede in imetje, a izroči prestol. Pelias soglaša, a zahteva, da Jazon prej vrne zlato runo, ki ima svojo predzgodovino. In svoje stališče tako pojasni Pelias, vendar nista samo antipoda. A meni in tebi je treba prav vladajoča čustvom tkati blagor naprej. Mojre se umaknejo, če med sorodniki ustraja sovraštvo, ki zagrne sram ajdos. Mojre se umaknejo. Mojra je delež, ki ga imajo vsi, vsak človek, vsak Bog, vsi smo od Mojre. In Mojro je spišem z veliko. Ko sta tako pogodbo pohvalila, sta se rišla, krithen. Jazon takoj pošle glasnike, prihajajo junaki z vseh strani, od Apolona pride pater Aoidan, oče pesmi Orfej. V vseh teh polbogovih, Hemitheois, pa je Hera vžgala silno željo po ladji Argo, da ne bi kdo ostal pri materi, temveč da se bo izkazal v vrlini Arete tudi za ceno smrti. Sledi opis poti, na kateri Jazon z vedejno pomočjo dovrši nalogo Ajeta in pridobi zlato runo. S tem se mit konča. Pesnik na to nakratko opiše pot vračanja, s čimer se pesnitev navezuje na preludi in na zadeve na dvoru Kirene. Ladja Pentakontera se ustavi na Lemnosu, kjer pa Pindar drastično pove, kako se argonauti srečajo z ženskami Lemnosa, Lemnikami in je bil to srečanje z ženskami Lemnosa, pravi Pindar, je bil usodni dan ali usodne noči, kajti potomci iz te zveze, potomec iz te zveze je bil ustanovitelj mesta Kirena. Ker pa
kjer pa državo Kirero razjedajo politični nemiri, je Pindar napravil 3 stvari, s tem bom jaz končal. In sicer eno je potrebno Oidipova modrost, to, da nekdo zna reševati probleme. Drugič je potreben zdravnik, ki bo zdravil bolezen državljanske vojne in pravi, lahko je zanetiti spor, težko pa nazaj postaviti stvari na svoje mesto in dodaja Pindar, če ne pride nek Bog, se to ne bo rešilo. No in potem, drugo je pa še nedokončano, v tem jaz zaključil, dodal bi samo še to. Zadnji del je najbolj analitičen, bi zahteval ekstra interpretacijo. Gre pa za to, da je naročnik te ode tudi Damofilos, Kirenčan, ki je bil izgnan, ki ga je tiran izgnal in je živel v Tebah. In Pindar piše to pismo kot posrednik, da je Damofilos kot hrast, iz katerega lahko naredimo neko palačo, ali pa ga lahko samo pokurimo za ogenj, ampak je škoda, da uničujemo hrast in da uničujemo ljudi, tako nekako je neka prispodoba o borih, da tako rečemo, bi rekel Kosovel, a tam pa hrastih. Pa še to in potem Boura, ki je izdal Pindarjeve pesmi, torej tekst je izdal in izdal jih v kronološkem redu, zapiše k tej odi, pravi, ali je Damofil res bil vrnen in ali je Arkezilaos uspel rešiti ta spor, ne vemo, kajti čez 2 leti je bil, čez 1 leto je sicer zmagal še na neki tekmi, oziroma so zmagali oni, njegovi konji, na kar pa je bil ubit strani ljudstva, se pravi Demosa. S tem bi zaključil in se zahvaljujem za pozornost.